Celjskem mladinskem centru se letos odvija projekt Mladi in mediji, na katerega so povabili tudi naše dijake. Sestavljajo ga 4 srečanja, na katerih so predavanja ter aktivnosti vezana na medije. Celoten projekt smo skupaj prijavili z mladimi iz okoliških srednjih šol v celjski regiji. Našli so njihovo idejo, njihova pobuda je bila, da je veliko lažnih novic, se z njimi sprašujejo dezinformacij. Zato so želeli snovati en projekt, ki bo nagovarjal medijsko opismenjevanje med mladimi, in zato smo tukaj in skupaj prijavili na Erasmus Plus program v okviru strukturiranega dialoga, zato tudi ta 4 srečanja. V bistvu bodo izvedeli dosti stvari, ki jih mogoče vsi nekako vemo, ampak se jih ne zavedamo, in tu želimo nasloviti nekako neko medijsko opismenjevanje v smislu, da bodo znali v ogromni količini informacij priti do tistih res pomembnih, in potrudili se bomo, da to tudi dosežemo nekako. Na prvem predavanju se je predvsem govorilo o medijski pismenosti med mladimi, lažnih novicah ter kako priti do informacij, ki jim lahko zaupamo. Medijska pismenost, zelo na kratko bi lahko rekli, da znaš dostopati do verodostojnih virov informacij, se pravi kot medijska pismena oseba, da znaš v informacijah, ki jih pač dobiš, razmisliti, da znaš kritično reflektirati te vsebine. Pol je en del tudi to, da znaš sam ustvarjati take vsebine, ki so verodostojne, se pravi, da ne širiš tega, kar si izvedel, in pa tudi, da deluješ v skladu s tem, kar si izvedel. Skratka, da v bistvu si informiran državljan, ampak si informiran na podlagi verodostojnih informacij. Predstavljen je bil tudi otroški in mladinski spletni časopis Časoris. Njegova posebnost je poudarek na pozitivnih novicah. Časoris je spletni časopis za otroke. Ideja je, da tudi otroci dobijo verodostojne informacije. Velikokrat se pogovarjamo, da se stvari tičejo otrok, ampak niso ali prilagojene, spravi niso napisane v jeziku, ki je primeren za otroke, tako da zelo hitro tudi razumejo nekaj. Pa tudi ne razmišljamo, kje so tiste vsebine, ki otroke bolj zanimajo, mogoče, ki so lahko drugačne kot tiste, ki odrasle zanimajo. Zato je bila ta ideja, da tudi otrokom damo en verodostojen medij. V Sloveniji imamo verodostojne vire informacij, ki so za otroke, recimo Infodrom, imamo Ciciban, imamo Pil, imamo take revije, časopise in oddaje. Ampak prav spletnega časopisa, se pravi časopisa, ki je na spletu, kjer otroci so, in da bi jim vsak dan ponujali informacije, ki so verodostojne, tega pa ni bilo. Večini se je zdelo predavanje zanimivo in so iz njega tudi nekaj odnesli. Naučila sem se, kako prepoznati fake news, da jih je zelo veliko, kako bolj preveriti informacije in tako. Nisem nekaj veliko novih stvari slišala, da so mediji preveč napihnjeni, včasih prenapihnjeni, da je veliko lažnih novic pa vsega, da je fajn preveriti, če je pravilni podatek. Na koncu so udeleženci s skupnimi močmi sestavili vprašalnik iz tematike celotnega predavanja ter že razmišljali o naslednjem srečanju, ki bo v mesecu novembru.